V drugem tednu septembra je v Litiji potekal prvi festival medgeneracijskega povezovanja. Organiziral ga je Svet za medgeneracijsko povezovanje v litijski občini. Festival je imel 3 vsebinske dele: skrb, pozornost, druženje, ustvarjanje in medgeneracijsko povezovanje nas bogati ter nam dviga kvaliteto življenja. Drugi del je bil namenjen predstavitvi dejavnosti medgeneracijskega povezovanja na stojnicah, v tretjem delu pa zaključna prireditev festivala. V ponedeljek je potekal festival pevskih zborov na osnovni šoli Litija, v torek predstavitev društev Lila izobraževalnega centra Geos, glasbene šole Litija, Šmartno, Klišeja, Mestnega muzeja, razvojnega centra Srca Slovenije. V sredo so obiskovalci spoznali Dom Tisje in varstveno-delovni center Zagorje, enoto Litija. Predstavile so se plesne skupine društva NLP in Univerze za tretje življenjsko obdobje. Četrtek je bil v znamenju rekreacije. V petek so se obiskovalci dopoldan seznanili z delom knjižnice, popoldan pa je potekala zaključna prireditev v starem mestnem jedru pod sloganom Od mladosti do modrosti stopamo skupaj. Predstavile so se različne pevske skupine, na posnetku spremljate ženski pevski zbor Kud Fran Levstik iz Gabrovke. Župan Litije in predsednik medobčinskega društva invalidov Litija in Šmartno sta podpisala pismo o ureditvi občine po meri invalidov. Predsednik medobčinskega društva invalidov občin Litija in Šmartno, Miro Vidic, je po podpisu listine povedal. V imenu društva invalidov Litija in Šmartno pri Litiji se vsem lepo zahvaljujem za vaše razumevanje in sodelovanje pri delovanju našega društva. V preteklem obdobju smo kar nekaj korakov že naredili v smeri izboljšanja življenjskih razmer invalidov. Za vnaprej so pa danes podpisali listino, ki pomeni temelj nekega napredka v tej smeri, kako invalidom prikrajšati vsakodnevne tegobe. Mi smo res 31-32 bomo v Sloveniji, vendar še zmeraj imamo veliko odprtih težav in problemov, ampak s pomočjo občine Litija in države, ki nam pomaga na tej poti, smo prepričani, da bomo tudi tokrat uspeli. Hvala lepa. Spregovoril pa je tudi župan občine Litija, Franci Rokavec. Takole, jaz se zahvaljujem predsedniku medobčinskega društva invalidov gospodu Miru Vidicu za tala spodbuden korak, ki nam nalaga veliko odgovornosti, predvsem zato, da bo kakšen sestop iz pločnika ali kakšna stopnica lahko premagana in ostale ovire. In res, trudili se bomo tako naprej, kot smo se pri tem, da smo do konca spravili dom invalidov. To je zdaj naš novi cilj. In seveda veliko dela pred nami. Vendar ga moramo uspeti. Hvala. Predstavila se je country plesna skupina Univerze za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno. We laid rubber on the Georgia asphalt. We got a little crazy, but we
to living for the minute. Yeah, way down yonder on the Chattahoochee, you never knew how much that muddy water meant to me. But I learned how to swim and I learned who I was. A lot about living and a little about love. Med nastopom country plesalk pa so se že začeli zbirati poletavci. Projekt, ki ga pripravlja že več knjižnic, je začela Mestna knjižnica Ljubljana. Knjižnica Litija pa ga je izpeljala že 8. Poletavci so bralci, ki berejo poleti 30 dni, 30 minut na dan. Teater Cizamo je poskrbel, da je bilo res veselo. Za bralce do 13 let je bila glavna nagrada skiro, za bralce nad 13 pa zvočnik. Prav vsi pa so prejeli majico in priznanje. Sir! Dobro. Na stojnicah so se predstavila številna lokalna društva in javni zavodi. Zdravstveni dom Litija pa je prikazal, kako poteka oživljanje. Slušaj, kaj ti govori aparat, ki govori, a ne, zdaj ga on preverja, če mu srce ne bije, ampak ne bije. Zato se ne razveš. Pa rečeš, vsi stran, kaj pa pritisneš? Vsi stran. Tako, krasno, zdaj pa začnemo. Spet naprej. Reda? Ok, petka. Zaključna prireditev je na Valvazorjev trg pritegnila vse generacije. Predsednik sveta za medgeneracijsko povezovanje v občini Karlo Lemut je povedal, kako je zadovoljen. Moram reči zelo, kajti na povabilo za sodelovanje smo dobili toliko ponudb, da vseh niti nismo mogli sprejeti. Samo za festival pevskih zborov smo dobili prijavnice od 21 skupin. Čudovito. To potrjuje, da se ljudje želijo srečevati, želijo pogovarjati, se želijo poveseliti. To pa je bistvo medgeneracijskega povezovanja, da si pomagamo in tako si lajšamo tegobe in polepšamo vsak dan. V tem tednu se je marsikaj dogajalo. V 5 dneh se je zvrstilo veliko dogodkov, srečalo veliko ljudi različnih generacij. Povejte, kateri dnevi so bili bolje obiskani in katere prireditve so bile tiste, ki so bolj navdušile obiskovalce? No, lahko rečem, kar se tiče vsebine teh predstavitev, dejavnosti in oblik ter načinov medgeneracijskega povezovanja, so bile kvalitetno, izredno kvalitetno pripravljene. Tako da mi je žal, da obisk ni bil tako, ni sledil temu. Ne? Mi si želimo več ljudi, kajti to je vendarle namenjeno množici, da spoznavajo sredine in oblike, kam se lahko vključujejo, bežijo od samote in si na ta način zboljšajo kvaliteto življenja. Gospod Lemut, kdo je dal pravzaprav idejo za ta festival? Kdaj se je ta ideja porodila? Koliko časa ste se pripravljali? Svet za medgeneracijsko povezovanje je župan imenoval s sklepom in tudi v sklepu določil naloge 15. novembra. Prvo sejo smo imeli, mene takrat pač določil za predsednika, prvo sejo smo imeli 10. decembra in takrat sem jaz pripravil delovni program za leto 2019 in pa finančni načrt. Moram povedati, da sem razmišljal, kaj bi poiskali, vsekakor predvsem to, da smo prisotni na celotnem območju občine in da iščemo oblike in načine, kako se ljudem približati, kako ljudem pomagati iz stisk in pa da vzpostavimo boljšo koordinacijo med vsemi tistimi, ki pomagajo, pa so voljni pomagati ljudem, ter da dajemo pobude in predloge za izboljšanje pogojev dela in življenja v našem okolju. No in tukaj ne povem, da smo naleteli kar na dober odziv. Mi smo dali pobudo za
podaljšanje poti, če tako rečem, dvigalu v zdravstvenem domu, da gre v klet in da imajo ljudje, stranke, lažji dostop do lekarne. Potem dali smo pobudo za izdelane projektne študije za izgradnjo dvigal ob večstanovanjskih blokih, da bodo ljudje lažje prišli v više etaže in tudi lažje za invalide dostopni. Tudi tu ne povem, da se stvar že odvija, bo vsak čas izdelana projektna rešitev, kako zgraditi dodatni prizidek in umestiti to dvigalo, ki bi premagoval te ovire. Tole, kar smo danes naredili, da smo podpisali listino o nameri, da občina pristopi k projektu Občina Pomeri in mi, to je bila pobuda sveta in župan je izredno hitro reagiral in tako smo. In če boste opazili, verjetno pripričan sem, že v tem letu bomo začeli odstranjevati arhitektonske ovire tudi na pločnikih in podobno, kar bo olajšalo dostop invalidom, bodisi na invalidskih vozičkih ali s raznimi pomagali do trgovin, do prostorov javnega značaja in tako dalje. Gospod Karlo, povejte, glede na današnji obisk, ste z mislimi že v medgeneracijskem festivalu številka 2? Ja, dolžen sem vam še en odgovor. Kdo je dal pobudo to? Ja, ko sem sestavljal ta program, sem rekel, nekaj pa moramo dati na konc. Mi smo organizirali 13 medgeneracijskih druženj po krajevni skupnosti. Sprehode v naravi za različne generacije, naravoslovne dneve, ustvarjalne delavnice. Povprečni obisk v teh 13 medgeneracijskih srečanj je bil, verjeli ne, 71 oseb, tudi 4 generacije, drugače pa 3. Najvišji obisk je bil 158, najmanjši pa 31, kar je tudi zelo veliko. Tako da sem vesel in jasno, gledamo že v leto 2000, imamo že nekaj idej, povsem res je nove, ne te, še nekaj novega. Tako da bodo ljudje spoznali, da lahko v tej sredini najdejo obliko in načino vključevanja in tako premagovanja vsakodnevnih tegob in težav. Ob zaključku festivala je nekaj besed povedal tudi župan občine Litija Franci Rokavec. Na vprašanje, ali je užival, je odgovoril. Zelo. Moram reči, najprej moram dati res izredno priznanje celotni ekipi Sveta za medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje v občini Litija na čelu z Karlom Lemutom kot idejnim vodjem tega festivala, pa seveda vsem društvom, inštitucijam, ustanovam in tako naprej. Skratka, v tem tednu je sodelovalo več kot 1000 občank in občanov v številnih dogodkih. In ta zaključna prireditev je potrdila, da je bil ta namen, se pravi, oblikovanje festivala kar celotedenskega, še kako na mesto. Podrobneje je predstavil namen podpisa listine o sodelovanju občine z Društvom invalidov. No, skupaj z medobčinskim društvom invalidov Litija Šmartno, predsednikom Bogomirjem Vidicom, sva res podpisala pismo o nameri za vzpostavitev vseh pogojev, da postane občina Litija Pomeri invalidov. Se mi zdi, da je to en nov cilj, ki smo se ga s tem podpisom tudi zadali za prihodnja leta, zato da odpravimo vse arhitekturne ovire v občini, se pravi na javni infrastrukturi in v javnih inštitucijah. To je obsežno delo, vendar zagotovo po zaključku projekta izgradnje doma invalidov je to naša zelo pomembna naloga v prihodnjih letih. Na koncu festivala je zaigrala mlada skupina Zavriskej iz Gabrovke. Mladost kot nalašč za zavezo, da se čez leto ponovno srečamo na drugem medgeneracijskem festivalu v občini Litija.
my mind.